Ja, na kratko, najprej bi povedal za to se pravi omrežninsko dejavnost, za glavnino našega poslovanja, da je bil rezultat bo približen po zdajšnjih projekcijah, ki imamo, za 30% boljši kot lansko leto. To se pravi, pričakujemo nekaj nad 7 milijonov čistega dobička. Soliden za razmere, v kakšnem živimo. Zonanje. Kaj pa investicije, koliko ste uspeli? Investicije sem že povedal, da zaradi predolgega postopka pridobivanja kredita, odobritve strani lastnika, smo jih morali sredi leta zmanjšati iz 30 na nekje 26 milijonov. V bistvu se zaradi tega niti kaj preveč ne porabili bomo za zmanjševanje zadolženosti Elektro Ljubljane, ki bo naslednjo leto prvič po parih letih padla pod 100 milijonov in je že nekje v tistih normalnih, zdravih mejah med kapitalom in zadolženostjo. Tako da v prihodnosti pa predvidevamo naslednjo leto povečanje investicije v enakem številu, potem pa postopno večanje. Kakšno bo pa poslovanje hčerinskih družb? Poslovanje hčerinskih družb je elektroenergija. Ne morem reči, da ima težave, pozna se zelo nizka cena električne energije, velik pritisk konkurentov, velika konkurenca, vendar obe dve hčerinski družbi bosta poslovala pozitivno, kar je zaenkrat kar v redu.